Občina Slovenske Konjice je v ponedeljek 12. marca 2018 v dopoldanskih urah v Kristjanini sobi dvora Trebnik skupaj z Mladinskim centrom Dravinjske doline organizirala predstavitev prvega lokalnega programa za mladino v občini Slovenske Konjice za obdobje 2018 do 2022. Predstavljena je bila časovnica priprave dokumenta in ukrepi, ki so nastali preko narejene analize potreb mladih in fokusnih skupin. Lokalni program zajema 9 strateških ciljev in 20 ukrepov. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je med uvodnimi besedami izpostavil pomembnost takšnega programa za lokalno okolje in podal pozitivno popotnico k uresničevanju ukrepov. V bistvu smo status ali pa delovanje mladine v konjiški občini se odvija že dolgo časa preko zasebnega zavoda Mladinski center Dravinjske doline. In v različnih variantah je bilo nekaj idej, kako se organizirati, da bi bili boljši, da bi predvsem mladi se počutili bolj vključene v dejavnost. In v lanski jeseni smo že sprejemali na občinskem svetu en program za mladino, kjer bi človek pričakoval, da bi čim bolj aktivno se mladi vključili in povedali, kaj si pravzaprav želijo. No, v tej, bi rekli temu, anketi, ki je bila upravljena, jaz sem malo preletal te rezultate, pa bi si želel, da bi bile te številke nekoliko drugačne, tam, ko govorimo o vključenosti, kje se kdo vidi. En podatek je bil na 60%, da me pravzaprav ne zanima, to bi se želel obrniti v drugo smer. In seveda kako, na kakšen način, to pa je predvsem odgovor na samih mladih in to je prvi korak k temu, da se o teh rezultatih pogovorimo, se zamislimo in da potem te pobude vsekakor podpremo. Moja velika želja je, da bi se čim bolj mladi videli, vključeni v družbeno dogajanje in pa na koncu koncev, da bi ta stavek, ki ga prepogosto slišim, saj se nič ne da spremeniti, da bi ta stavek obrnili. Želim nekaj spremeniti, kajti če ni mladih v občinskem svetu, potem jasno, teh stališč nihče ne zastopa tako dobro kot ravno mladi. In pri tem vam želim, da bi se aktivno vključili, pa ne samo tale peščica, ki je danes tukaj, nasploh kot Mladinski center, pa še mogoče koga drugega vključimo. Na misel mi prihaja eno močno društvo podeželske mladine in da skupaj najdemo eno pot. Jaz bi mogoče kar predlagal Neži, da se poveže z, mislim, da je Ana Bračič, predsednica društva podeželske mladine, pa da skupaj stopimo, damo na mizo to, kar si želimo. Ja, in pa čim več dogodkov, kjer se lahko mladi družijo in tam se rojevajo nove ideje. Tako da, jaz bi rekel kar z veseljem na delo in iz teh zaključkov, te ankete se da marsikaj potegniti, da marsikaj tudi nekaj spremenimo. Je pa največ na vas. Tako da, veselo na delo. Program je podrobno predstavila direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline Neža Pavlič Brečko, ki je še posebej poudarila pomembnost medsektorskega urejanja mladinskega področja in povezovanja med vsemi akterji v mladinskem sektorju. Nadalje sledi obravnava predloga programa na odboru za mladino in na občinskem svetu občine Slovenske Konjice. Pregledali smo dobre prakse iz ostalih občin in glede na to, kaj je primerno za naše lokalno okolje, tudi nekatere vključili, predvsem glede ukrepov, ki jih občine potem izvajajo. In tako smo pripravili naš lokalni program za mladino. Kaj program sploh predstavlja? Program je v bistvu v naši občini sedaj prvi celostni dokument, ki obravnava vsa pomembna področja mladinskega polja v občini. Torej, kot sem že omenila, je pripravljen z mladimi skupaj z Mladinskim centrom in izvedli smo tudi par fokusnih skupin za točno specifično področje in to so bile v bistvu ključne podlage za pripravo. Dokument je temeljni programski dokument, ki je tudi v skladu z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju, opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju.
Pripravo in izvajanje vodi občinski upravni organ, ki je pristojen za mladino, sodelujejo pa seveda odbor za mladino in zainteresirana javnost, mladinski center, mladinski svet lokalne skupnosti, organizacije za mlade, mladinske organizacije in tudi seveda neformalne skupine mladih, to pa je tisti 60%, ki se najtežje najdejo in iščejo, ki pa niso nikjer vključeni. Priprava programa je potekala znotraj projekta Regionalno stičišče Novus, ki ga sofinancirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Pojavi se problem neorganizirane mladine, ki niso vključeni v nobeno od mnogih interesnih organizacij, pa bi vseeno želeli sodelovati na pripravah ali izvedbi aktivnosti. Premalo je upoštevanja mladih med planiranjem, mnogi ne poznajo načina, kako se vključiti v organizacije in spoznati njihovo delovanje, katere organizacije sploh delujejo v lokalni skupnosti in kaj so njihova pretežna področja delovanja. Leto se menjuje, razmislite, smo glih pri participaciji, krepitev sodelovanja, mladi občina, odbor za mladino se mi izpostavlja tu, ker na splošno v redu lahko se izvajajo razne aktivnosti neformalne preko različnih organizacij. Sama občina kot taka ne more zdaj posebej pozivati mladi, kandidirajte, to pač more priti iz vsakega posameznika ven. Smo pa vključili ta ukrep, torej krepitev sodelovanja mladih in občina, odbor za mladino, predvsem zato, da bi se predlagatelji, članov in članic zavedali nalog in pomena odbora in tudi temu primerno potem predlagali člane in članice tega odbora. Pač srečujemo se s tem, da počasi v odboru za mladino ne bo več mladih članov. Ne mislim, da predstaviš program v jeziku pisanja na tak način, da potem za vsako dejavnost posebej, da ne predstavljaš to kot strateški cilj, da predstavljaš to pač, mislim, kaj to je v praksi? Kaj to je v praksi, ja. Kar piše na listu, da bo pa to, kar boš delal tam. In pač tako se mi zna mladi najbolj zdaj, ko so s svojim razmišljanjem vedno neke dokaze, vedno rabijo nek, da bojo razmislili o tem, pa da bojo rekli, da bo neki učinek. Ker to se vse strinjam z vami, ampak pri nekaterih stvarih pa pač tudi kar opažam, ko sem že zdaj toliko časa v mladinskem centru, da potem pa kar se zgubi volja. Recimo za ta lokalni program, če bi sam mladi delali, jaz vem, da ga že 10krat ne bi več naredili. Ker pa če sistem tak, da pač vzame nek svoj čas, ker ga rabi, ker tak je pač pravna država. Nekatere stvari sam počne. Je pa potem tudi na mladinskih organizacijah, ki so v lokalnem okolju, to, da so vključujoče, ker tiste so mladi za mlade. To je tista, ne bo mlad človek šel tamle na občino v Petrkov na vrata, jaz bi pa tule neki projekt delal. Ne bo šel, ker valjda mu je to čist drug svet, ampak bo prišel mladega, ker bi videl, on pa je tam aktiven. In njihova organizacija vsako leto to naredi in tudi ta kontinuiranost nekih aktivnosti in delovanja v nekem lokalnem okolju prinaša neko vključevanje mladih. In potem, ko se združujejo v te organizacije, potem se tudi take stvari lažje predstavijo in jim je jasno, ali kaj ste videl, da je razpis za stanovanja, ker mi je, ne vem, to sem dobil informacijo, ko sem tam na Instagramu videl, ali pa se nekaj pogovarjajo. Če pa nasplošno mladega človeka nič ne zanima, ga boš pa težko kamorkoli premaknil. Ampak je to naloga vseh, čisto vseh, občine, javnih zavodov, organizacij za mlade, mladinskih organizacij, mladinskega centra in vsakega mladega, ki se čuti nekako, da bo aktiven državljan. Čisto vseh. In to je zdaj pač, lokalni program je nek dokument, ki bo pa pomagal oziroma dal te smernice, kam pa naj lokalna skupnost daje poudarek. Vsaka organizacija, recimo klubi, karkoli, ima pa itak svoj cilj in svoje vključevanje. Tako da na tak način, Mladi odločevalci je bil projekt, ki jim je bil všeč in bi ga radi večkrat ponovili, saj so iz njega črpali mnogo koristnih in zanimivih informacij. Razvila se je kvalitetna razprava med mladimi, predvsem na temo, kako v določenem obdobju pripraviti prostočasne aktivnosti in vključiti mlade kot snovalce programa, saj s tem pridobijo mnogo izkušenj. Pogovor je potekal tudi o tem, kako lahko mladinske organizacije prispevajo svoj delež v lokalni skupnosti in kako mladim različnih interesov približati ukrepe in predstaviti cilje iz javnih dokumentov, razpisov, strategij. Skratka, želijo si več povezav z javnostjo v njim bližjem izrazoslovju.
Pavličeva je predstavitev in razpravo zaključila z mislijo, da naj Mladinski center Dravinjske doline še naprej ostane središče povezovanja in nudenja pomoči, točka, kjer se mladi počutijo sprejete in dobijo informacije pomembne za njihove nadaljnje osebne ali skupne projekte.